A ja, čakaj, daj. Sam. And working. Povabim, da pridejo bliže. Idite kar malo bliže, sosedje. Kar pod lipo. Mina. Živijo. Jože, to lipo ste poželjeli. František. Ja. Samo na to govoriti mora biti reči. Danes sem dal na cestu. Stavo da. Prišla na jajko. Sedi dal na cestu.
Čavrsna, veš? Spoštovani, dragi, ponosni Slovenci, prav lepo pozdravljeni na predvečer rojstnega dne naše domovine. Srebrni jubilej naše države je praznik hvaležnosti, veselja in ponosa, da jo imamo, svojo državo, neodvisno in samostojno Slovenijo. Z veseljem pozdravljam med nami tudi župana občine Žirovnica, gospoda Leopolda Pogačarja in podžupana Sebastjana Zupana, brezniškega župnika gospoda Marjana Lampreta ter goste, ki so se odzvali povabilu. Letošnje leto je jubilejno leto, ki ga praznujemo kot spomin razglasitve slovenske državnosti. Prav je, da se spomnimo tistega dne, ko je parlament razglasil, da je Slovenija postala samostojna država, kar pa je bila več kot 1000-letna želja naših prednikov. Ta dan je sprejet kot državni praznik. Z lipo miru pa smo po starodavni šegi zasadili drevo spomina in druženja. Za Slovenca je imela lipa vedno simboličen pomen. Bila je osrednji prostor vasi, kjer se je družila vaška skupnost in kjer so vaške starešine sprejemale skupne pomembne odločitve. Lipa, pod katero smo nocoj zbrani, posajena tistega čudovitega dne pred 25 leti sredi naše občine, naše fare, z namenom, da bi nas svojo simbolično govorico zavezala medsebojnemu razumevanju in povezanosti. Prav v tem duhu je nastal današnji praznični večer. Tako je po tradiciji ta kraj namenjen tudi prepevanju in igranju. Na odru se boste zvrstila gospa Vida Mihelčič in Janez Lotrič, na harmoniki pa jo bo spremljal Florian Kozmus. Prosim.
Za organizacijo nocojšnjega večera sta se dogovorili občina Žirovnica in domača župnija Breznica. Zato prosi za pozdravni nagovor župana, gospoda Leopolda Pogačarja. Prosim. Občanke, dragi občani, gospod župnik, podžupan, direktor Zavoda za turizem in kulturo, gospod Klun, slavnostni govornik, predstavniki Slovenske vojske, praporščaki, taborniki, gasilci, nastopajoči, skratka, cela vrsta zbranih ljudi, prav en lep predpraznični dober dan želim. Domovina, svoboda, samostojnost, razvoj, poštenje, upanje in vera niso vrednote ali dejstva, ki so samoumevne, nam podarjene. Niso nastale same po sebi. Vse to smo dolga stoletja in desetletja upali, verjeli, verovali in si na koncu to tudi sami izborili in pridobili. Naša skupna dolžnost in odgovornost je, da poskrbimo, da nam tega nihče nikdar več ne bo vzel. Verjamem, da vsem, posebej pa nam, ki smo v letih osamosvajanja in na to v 10-dnevni vojni aktivno sodelovali, neodvisnost in samostojnost pomeni veliko. Saj smo v takratnih časih bili za domovino pripravljeni žrtvovati tisto največ, kar človek ima, svoje življenje. Velikokrat se spomnim, kako smo v tistih dnevih verjeli in verovali v skupni cilj, v samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Nihče nima pravice si lastiti izključne zasluge za to. To smo storili skupaj, enotni in združeni kot že dolgo ne. Tudi v Žirovnici in na Gorenjskem nasploh so ljudje aktivno sodelovali pri osamosvajanju in na tem mestu jim gre iskrena zahvala za to. Seveda pa je pridobljeno in priborjeno postala naša skupna odgovornost in sami si krojimo usodo. Zato z tega mesta pozivam vse, da delujemo združeni v dobro naših otrok oziroma naših zanamcev, da smo pri tem zmerni in da smo dober vzgled vsem drugim. Ali, kot je napisal naš veliki rojak, ne vrag, le sosed pomejak. Bodimo dobri sosedje drug drugemu in negujme vrednote, kot so domovina, poštenje, spoštovanje, razvoj in vera, saj so pomembne za vse nas, za naš jutri. Dragi rojaki, ne bom se dotikal aktualnih dogodkov in neučinkovitosti trenutne vlade, niti gospodarstva, niti ropanja bank in še česa drugega, kajti danes je prelep dan. Danes je dan za spomine, dan za hvaležnost in dan za verovanje. Naj si za konec, kot moje voščilo ob dnevu državnosti, sposodim besedilo pesmi Benjamina in Pavca. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni zemeljski si raj. Hvala. Prav tako pozdravni besedi vabim gospoda župnika Marjana Lambrota. Vse, ki jih je pred mano omenjal gospod župan, pozdravljam v imenu župnije tudi jaz kot župnik. Vesel sem, da sta tukaj tudi dva moja kolega, gospod Jože Klun, ki je sodeloval pri tej posaditvi lipe, ki se je razrasla v čudovito mladenko in sedaj gospod Jože ponosno stoji pod njo. Prav lep pozdrav tudi seveda gospodu našemu dekanu, ki je obenem tudi župan po priimku, tako da imamo danes tukaj 3 župnike, 2 dekana in 2 župana. Lepa zahvala seveda našim skavtom, ki so cvet našega naroda in naše cerkve in poskušajo izpolnjevati lepo pravilo, skavtska pravila, med njimi tudi, da skavt spoštuje in ljubi Boga in domovino.
Včeraj smo se spraševali, ker smo obhajali ves teden kot prazničnega, zakaj dopustimo, da bi nas malodušje premagovalo, ko pa je lepo praznovati in se res lepo spominjati za nazaj. Pa ni pomembno, koliko smo stari. Zakaj bi se usedali ob izrabljenih besedah, da smo državo prodali, da smo državo zapravili, da smo državo uničili. Včeraj sem že pokazal na svoje drage župljane, glavnina župnije je tudi glavnina občine. Niste je ne vi vojaki, praporščaki, gasilci, gasilke, skauti, skautinje, ljudje dobre volje, nismo zapravili naše države, nismo je uničili, ampak se borimo ravno nasprotno, da bi država in mi z njo zmagovali, da bi bila še bolj rodovitna in da bi bilo še več veselja v tej mladi državi, ki sem jo primerjal z mladenko, ki se mora smejati, če je zdrava pri 25 letih, tako mora odzvanjati tudi smeh v naši državi. V cerkvi sem izpustil še enega velikega kulturnika, pisatelja prvega slovenskega romana. Zapisal je ta roman leta 1866 in eno leto kasneje je bil prisoten na eni poroki in je dvignil zdravico in je nazdravil novoporočencema takole: želim vama, da bi rodila zdrave hčere in sinove, ki bi v miru rasli in ne bi nikoli pozabili slovenskega maternega jezika. In prav za konec sem ga izpustil, da se ne bi pohujšala kakšna pobožna duša v cerkvi, zunaj pa lahko. Pravi Josip Jurčič: ej, ko bi Slovenci tako ljubili svojo domovino, kot ljubijo vino in ženske, prihodnost bi bila naša. Iskrene čestitke. Pesem in glasba nas spremljata kot sonce, tako rekoč pri večini praznovanih družin. Zato se v naslednjih trenutkih prepustimo zvokom harmonike, ki jo bo zaigral Florian Kozmus, in pesmi sopranistke gospe Vide Mihelčič. Razglasitve slovenske države. Kdo bi si takrat mislil, da bomo Slovenci že v naslednjih letih postali sooblikovalci skupne Evrope?
Prav je, da se spomnimo tudi dogodkov, ki so sledili razglasitvi samostojne države Slovenije. Zato na tem mestu vabim, da nam spregovori udeleženec te odločne borbe za ohranitev nedotakljivosti mlade države Slovenije, domačin Franc Zupan, poročnik teritorialne obrambe, poveljnik žirovniške čete v sklopu Leškega bataljona. Gospod Zupan, beseda je vaša. Domovina, kot je Bog ustvaril, je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Tako pripoveduje naš veliki Ivan Cankar v Kurentu. Spoštovani vaščanke in vaščani občine Žirovnica in vsi, ki v srcu nosite ljubezen do naše domovine, lepo pozdravljeni. Danes želimo skupno proslaviti 25. obletnico naše samostojne države Slovenije, se pravi dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija. Hitro je minilo četrt stoletja in vredno se je ozreti nazaj. Zahteve po demokratizaciji in temeljiti preureditvi jugoslovanske države so se pričele že v začetku 80. let prejšnjega stoletja in pojavile se tudi prve opozicijske stranke, ki so se sprva še imenovale zveze, kot na primer Slovenska kmečka zveza, ki je nastala 1988, in Slovenska demokratična zveza, ki je nastala prav v istem letu. Prvo jasno zahtevo po neodvisnosti Slovenije je leta 1987 postavila skupina izobražencev v 57. številki Nove revije. Nato je bil aprila in maja 1988 proces proti četverici, ki je še bolj združil Slovence v odboru za varstvo človekovih pravic. Sledili so shodi in 8. maja 1989 je bila prebrana Majniška deklaracija z zahtevo po samostojni, suvereni Sloveniji. Plebiscit o samostojnosti Slovenije je bil razglašen 26. decembra 1990. Sledila je še tehnična izvedba samostojnosti s sprejetjem temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 25. junija 1991, s katero je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju. Slovesnost ob razglasitvi samostojne Slovenije je bila zvečer 26. junija 1991 na Trgu Republike v Ljubljani in zjutraj 27. junija se je pričela 10-dnevna agresija JLA na Slovenijo. Slovenci smo tega usodnega dne stopili skupaj, pripravljeni in organizirani v bran svoji novi državi ter presenetili okupatorja, ki je moral dokončno zapustiti ozemlje naše države 25. oktobra 1991. Kaj smo v teh dogodkih prispevali mi iz Brezniške Fare, ki je v Novi Sloveniji postala tudi samostojna občina Žirovnica? Večina mož in fantov, ki smo bili vojni obvezniki v okviru teritorialne obrambe, smo bili razporejeni v prvi bataljon, imenovan Leški, v sestavu 22. brigade in večina v okviru 3. čete, imenovana Žirovniška, katere poveljnik sem bil in štela dobrih 90 mož. Naši možje so bili tudi v Alpskem izvidniškem boju, v Verzantskem boju, v sestavu Jeseniškega bataljona, v sestavu policije, civilne zaščite, kateri so imeli naloge na svojih delovnih mestih, kot na primer medicinsko osebje, železničarji, zaposleni v elektrogospodarstvu. Na zgornjem Gorenjskem koncu je bil 1. junija 1991 odprt nov mejni prehod z Avstrijo, predor Karavanke, ki edini ni bil zavarovan z enoto jugoslovanske armade in je bil dejansko okno v svet za bodočo novo državo Slovenijo. Po dobri vojaški logiki so ga poveljujoči teritorialne obrambe želeli zavarovati
svojo enoto in tako je žirovniška četa bila upoklicana že dobre 2 tedna pred pričetkom agresije v nedeljo 9. junija. Naša naloga je bila varovanje Karavanškega platoja s pašnika nad Hrušico in s pobočja Male Mežakle. Štab in prebivanje smo imeli organizirano v hotelu v Mojstrani. Može na počitku smo dodatno usposabljali v Mlačci in smo izvajali bojno streljanje, seznanili smo se z novim pehotnim ameriškim orožjem SAR in s protioklepnim Armbrustom. Na poligonu so nas večkrat provokativno obiskali z vojaškimi vozili oboroženi pripadniki JLA iz kasarne Bohinjska Bela, vendar je minilo vse brez incidentov. V zraku je bilo čutiti napetost. V nedeljo 23. junija nas je zamenjala bohinjska četa, ki smo ji predali vso oborožitev. Bohinjci so 30. junija z ostalimi enotami začeli spopad z enotami JLA, ki so bile poslane na Karavanški plato. Ob začetku vojne se je večina pripadnikov naše čete javila v območnemu štabu teritorialne obrambe, a so nam dali ukaz, naj doma počakamo mobilizacijo celotne čete, ker ni zadosti orožja. Ponovno smo bili vpoklicani 7. julija na zborno mesto na Koroški Beli v osnovni šoli, kjer smo imeli namestitev in štab. Naša naloga je bilo varovanje barikade na Soteski pri potokih. Pripravljali smo se tudi na terenu od Breznice do Rodin, kjer bi četa poskrbela za obrambo ob morebitnem desantu v območje Leškega polja. 20. julija smo bili demobilizirani in smo odšli domov z osebnim orožjem in strelivom. Tako smo dodali droben kamenček v mozaik naše osamosvojitve. Kaj bi bilo z nami, če bi ostali v Jugoslaviji, v neki ohlapni federaciji ali asimetrični federaciji? Kaj bi bilo s svobodo besede, z lastno kulturo, z demokracijo in večstrankarskim sistemom, kako bi ujeli stik z Evropo in modernim svetom? Iz enoumja 5 desetletij povojne Jugoslavije, ki nas je oklepalo, je težko pričakovati, da bomo hipoma dosegli raven demokracije, kot je pri sosedih severno od nas. Zato imamo vprašanje sebi in vam. Kaj nam je Slovencem prinesla zmaga v drugi svetovni vojni, ki jo je prežimala revolucija? Ali je partijska enostrankarska država prinesla Slovencem samostojnost in državnost, demokracijo, kulturno svobodo, blagostanje? Ali je res potrebno še vedno slaviti stare simbole, proti katerim smo se leta 1991 borili? Samostojna Nova Slovenija se ni zgradila na avnojskih sklepih, temveč je prav te zavrgla, ker so narodi v federaciji bili etniki in so se hoteli miroljubno raziti in zaživeti v lastnih državah. A žal ni šlo na miren način. Toda bili so v Sloveniji možje, ki so vizionarsko gradili novo državo, izigrali JLA in obšli oddajo orožja, ustanovili že v letu 1989 manevrsko strukturo narodne zaščite, ki je bila vlaga novo nastali slovenski vojski. Žal sem dostikrat razočaran nad neobjektivnostjo medijev, nad neučinkovitim sodnim sistemom, nad premalo narodnega ponosa, nad odnosom do osamosvojitve. Osamosvojitev hočejo nekateri danes zgodovinsko prikazati, kot da se je zgodila zaradi odhoda delegatov iz kongresa Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije v Beogradu in sestopa partije iz oblasti in ne zaradi slovenske pomladi. Žal ni bila izvedena lustracija, kot je bila v bivših državah vzhodnega bloka, na Češkem, Slovaškem in na Poljskem. Še zdaleč pa nisem razočaran nad našo državo, ki je stara 25 let in spoštujem vse ljudi, ki so se žrtvovali zanjo in jo pomagali ustvarjati. Poskušam razumeti trenutno stanje. Velik del morale in etike se je prinesel iz starega sistema v današnji čas. Želimo goljufati državo, govorimo o novih obrazih pred volitvami, a ne znamo preloviti staro prakso. Za svetinjo bi nam morali biti vrednote, kot so poštenost in marljivost,
skrb za mladi rod z dejanji in ne samo z besedami. Skratka, temelj vsake države je ustava, ustava demokratičnih družb pa je temeljni kamen 10 božjih zapovedi. Če jih bomo izpolnjevali, se ne smemo bati prihodnosti. Naša pravica in dolžnost pa je, kot v že pradavni Karantaniji, ko so naši predniki volili kneze, da vsakokrat gremo na volitve in s tem krepimo demokracijo. Imamo možnost, da gradimo in izboljšujemo našo skupno državo Slovenijo. Naprej Slovenija in Slovenci in naj bodo dnevi v naši skupni državi lepi in prijazni do vseh. Mati ne izključuje svojih otrok, ampak vsakemu omogoči, da s pridnostjo in znanjem soustvarja dom in se zave, da je sreča imeti dom. Zato, bratje in sestre, gradimo domovino, ki bo dom. To si želimo. V grbu slovenske zastave se ponosno bohoti gorski kraj Triglav. In kdo bi lepše zapel slovensko pesem kot naši sosedje pod vodstvom Toneta Špogova? Prosim. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na stolne vrhi, da tam si spočijem samotni srce. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih goran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Mi čevljev mirim palcev pit, Almija ljubca starši, in z Bogom vi tovarši, vi tovarši. Dopolnil sem 19 let, pet čevljev mirim palcev pit, in čvrste sem postave, od nog do glav.
Vedno prisotna pesem, pa ne bo tudi danes tako. K nastopu vabim našega domačina Jana Lotriča, tenorista ljubljanske opere. Prepustimo se petju gospe Vide Mihelčič in Anžeta Koširja ob spremljavi mladih ustvarjalcev. Peter Kunster, venta, Florian Kozmus, harmonika, Rok Lužnik, kitara, Tadej Termuš, bas, kitara.
Zaključujemo današnji kulturni program. Prav je, da državnemu prazniku tudi nazdravimo s pesmijo. Zato tega svečanega in prijetnega druženja pod lipo še ni konec. Naj bo šele začetek. Kjer je domovina, tam je dobro. In danes nam je bilo dobro drug ob druga. Naj naša lipa vedno spomini nas, da je velik dar imeti svojo državo Slovenijo. Zato si nazdravimo in voščimo ob tem velikem prazniku. Na nas pa je, da se ponovno svidimo ob letu Osoreji. Se zahvalimo vsem nastopajočim, kateri so nam svojo pesmijo lepo ubrano domačo in svojimi talenti lepšali